Devetošolci zdaj bolj ali manj že veste, na katero srednjo šolo se boste vpisali, ali pa o tem res močno premišljujete. Ja, na srednjo strojno, ker imam rad ročno delo. Aranžersko sem izbral zato, ker rad ustvarjam. Za zdravstveno pa sem se odločil zato, ker sem slišal, da je zdaj veliko prostih del v zdravstvu, ter ker bi rad pomagal ljudem. Si želim zelo biti modni oblikovalec. Bom šla na gimnazijo, ker me v življenju zanima več stvari. Smer slaščičane, ker mi je peka slaščic zelo pri srcu. V bistvu pomembna mi je tudi lokacija, pa kakšna je šola, če je težka. Vzdušje, ki vlada na šoli, sicer o tem se ne moram prepričati. Čeprav je zbiranje informacij o izobraževanju v korona času drugačno, ima tudi svoje prednosti. Mislim, meni bi bilo boljše, če bi lahko šel tja, ampak tudi prek spleta ni bilo tako slabo. Mogoče celo bolje zaradi same logistike, pa tudi mogoče se bodo nekateri bolj upogumili in zastavili vprašanja, kar sicer v živo ne bi storili. Pri odločanju za srednjo šolo razmislite, kaj vas zares zanima in kaj zmorete, katere osebnostne lastnosti in vrednote so za določen poklic potrebne, ter kakšne so vaše možnosti po končani srednji šoli. Devetošolci iz Borovnice in poklicna svetovalka Maruša imajo nekaj idej, kje še poiskati informacije o nadaljnjem izobraževanju. To so vpisi poklicev na spletni strani Moja izbira in na spletni strani Zavoda za zaposlovanje. Potem sta tukaj še spletni strani kariernih centrov za mlade, Všečka, Mingrem in pa Karierni plac. Res tudi sami poskušajo najti kakšno osebo, ki ali opravlja neko delo ali pa se izobražuje v neki šoli. pri kakšni prijateljici, ki tudi hodi na to šolo. Tudi pri naši psihologinji, ki mi je tudi predlagala to srednjo. Pa pri ljudeh, ki to šolo obiskujejo. Torej sprehodite se po spletu in se pogovorite z izkušenejšimi, pa bo odločitev lažja.